Le 30 milj od obale San Francisca je skupina otokov. Na jasen dan jih lahko vidite. Desetine milijonov ljudi so dovolj blizu, da bi jih lahko obiskali, a skoraj nihče ne ve, kaj se je tukaj zgodilo. Videti so nedotaknjeni, zaščiteni, skoraj spokojni, res. A to je morda eden najbolj vznemirjajočih ekosistemov na pacifiški obali, ker pod površjem preži nekaj, kar smo tja postavili in se nikoli nismo vrnili po to. Kombinacija otokov in nazobčanih skalnih formacij, ki so si prislužile vzdevek otok hudičevih zob. To so Farallonski otoki. So del San Francisca. Vendar za razliko od Alcatraza, tukaj ni ogledov. Nobeni trajekti ne vozijo gostov samim tja. Pravzaprav bi skoraj vsakogar, ki bi poskušal pristati, aretirali. In to je predvsem zaradi njihove lastne varnosti. 5 milj dolg niz otokov. To so majhne postojanke s skoraj nič uporabne zemlje. Ni infrastrukture, ni mest in ni razvoja. Nekateri med njimi so komajda otoki. Nekateri so le črne skale, prekrite z guanom. Toda ta izolacija ni naključna, je vsiljena. Danes so otoki Farallon zaščiteno naravno zatočišče za prostoživeče živali. Vlada jih je v bistvu ogradila. Ameriška služba za ribe in prostoživeče živali pa pri uveljavljanju pravil ne popušča. Vsiljivci so lahko kaznovani z visokimi globami ali celo zaporom. Torej, zakaj mora biti kraj, ki je tako blizu milijonom ljudi, tako strogo nadzorovan? Na prvi pogled je to videti kot eden najbolj zaščitenih ekosistemov v Ameriki. Tistim, ki ga vidijo od blizu, se zdi kot naravni raj. Zdi se kot eno najbolj neokrnjenih krajev na svetu. In prav tu se začne protislovje. Farallonski otoki so dom ene največjih populacij morskih ptic na svetu. Več kot 250 tisoč morskih ptic je raztresenih po otoku. Celotne pečine so prekrite z gnezdečimi kolonijami in še zdaleč niso edine prebivalke teh skrivnostnih otokov. Tjuleni in morske leve preplavljajo obale in v vodah spodaj obalo patruljirajo veliki beli morski psi, ki jih privlači obilica plena. Sinji kiti, grbavci, orke, vsi prečkajo te vode. To je eden najbogatejših morskih ekosistemov kjerkoli v Pacifiku. Na Farallonih so opazili dramatičen porast populacije morskih ptic. Ptice, za katere so mislili, da so lokalno izumrle, so vrnile. Selitvene ptice se pozimi naseljujejo na otoku. Zadnjih nekaj desetletij je bilo na tem območju zelo malo človeške dejavnosti. Toda tisto, kar naredi ekosisteme kot je ta, nenavadne, ni le to, kako uspevajo, temveč tudi, kako hitro se odzovejo na motnje. V večini obalnih okolij obstaja blažilni pas med človeškim vplivom in ekološkim zlomom. Tukaj je ta pas veliko tanjši. Ne zato, ker bi bil sistem krhek, ampak zato, ker je vse tesno povezano. Plenilci, plen, migracijske poti in območja za razmnoževanje se vse to prekriva na istem morskem območju. Tako se spremembe hitro razširijo skozi celoten sistem. Zaradi tega je naslednji del težje prezreti. Kako je Amerika eno izmed najbolj biotsko raznovrstnih otokov na pacifiški obali spremenila v odlagališče jedrskih odpadkov? In kaj vse je še tam zunaj? Razvoj jedrskega orožja je povzročal veliko količino radioaktivnih odpadkov. Takoj, ko je postalo jasno, da ti odpadki predstavljajo tveganje za nastanek raka, je vlada začela iskati osamljene lokacije za njihovo odlaganje. In otoki Farallon so bili na muhi. Leta 1946 so vode okoli otoka postale odlagališče jedrskih odpadkov. V naslednjih 14 letih je bil otok glavno žarišče, saj so tisoče sodov jedrskih odpadkov odvrgli v ocean, kjer so se usedli na morsko dno. Dve odlagališči, eno s približno 3500 zabojniki, drugo, večje, pa s 44 tisoč zabojniki. Skupaj 47500 sodov, ki ležijo na morskem dnu, ki ga nihče ni v celoti kartiral, odkar so jih odvrgli. Takrat ni bila pomembna okoljska občutljivost, ampak izolacija. Otočje Farallon so izbrali, ker je bilo težko dostopno. In to je pomembno. V birokratskem jeziku oddaljeno ne pomeni prazno. Pomeni le kraj, kjer je manj verjetno, da bi nesreča imela priče, bila zabeležena ali takoj popravljena. Uradno je veljalo za nizko radioaktivne odpadke, vendar natančna vsebina številnih sodov nikoli ni bila popolnoma dokumentirana. Nekateri zapisi so nepopolni, nekateri pa popolnoma manjkajo.
Takrat ni bilo centraliziranega digitalnega sistema za kartiranje odlaganja v morje. Koordinate so bile zapisane ročno, včasih ocenjene na podlagi dnevnikov položaja ladje, ki so lahko sami odstopali za več mil, odvisno od vremena in morskih tokov. To pomeni, da tudi danes znanstveniki nimajo natančne mreže, kje pravzaprav leži vsak odloženi sod. Morsko dno tukaj ni stabilno. Premikanje sedimentov, podvodni plazovi in tektonski pritiski pomenijo, da se sodi ne le korodirajo, ampak se lahko tudi premikajo. Znanstveniki ne morejo kartirati, kje so bili prvotno, in zagotovo ne morejo kartirati, kje so zdaj. Vemo pa, da je odlaganje trajalo do leta 1970, ko je vlada ukinila vse odlaganje jedrskih odpadkov v morje. Po navedbah vlade ni nevarnosti za okolje zaradi tega sevanja, saj naj bi se večina razpadla že do leta 1980. Toda, ali jim lahko zaupamo? Tam spodaj je več kot dovolj radioaktivnega materiala, da ubije vsakogar, ki se mu približa. Dovolj je že eno samo puščanje. Vendar ni znano, kako je to vplivalo na morsko življenje v tem obdobju, še posebej na selitvene vrste, ki dalj časa preživijo na skalnih čerih. Ampak vsaj varno so ga odstranili, kaj ne? No, sam postopek odstranjevanja vzbuja še več skrbi. Podrobnosti, ki so bile objavljene ali ušle v javnost, so mnoge ljudi zaskrbele, da je situacija veliko hujša, kot priznava vlada. Za začetek je bila začetna metoda odstranjevanja ta, da so sodi obtežili z betonom in jih nato odvrgli v morje. In to ni vedno delovalo. Zato so vojaki postali ustvarjalni. Po poročilih so jih streljali s puškami, da bi potonili, kar pomeni, da so bili nekateri poškodovani, še preden so sploh dosegli morsko dno. To ni bilo skrito, bilo je zakonito, bilo je celo odobreno. In nihče tega ni postavljal pod vprašaj. Toda pogosto se spregleda, kako so bile te operacije dejansko izvedene. Pošiljke niso vedno prihajale z enega samega kraja. Namesto tega so po istih prevoznih poteh potovale pošiljke iz številnih laboratorijev, vojaških izvajalcev in mornariških objektov. Tako je lahko ena sama sodčka vsebovala mešanico materialov iz različnih virov. In s tem se ni končalo. Leta 1951 je bila USS Independence, ki so jo uporabljali pri atomski testiranju na atolu Bikini, naložena z jedrskimi odpadki in namerno potopljena. Radioaktivni trup so poslali na dno oceana, kjer je ostal, dokler ga niso ponovno našli leta 2015. Kot da so mislili, da bo ocean sprejel vse, kar vanj vržejo. Izkazalo se je, da ne more. Zaradi tega se otoki Farallon zdijo manj kot divjina in bolj kot minsko polje. Čeprav uradna vladna razlaga pravi, da je območje varno, je veliko neodgovorjenih vprašanj. Za začetek, natančna lokacija sodov ni znana. Prav tako ni znano njihovo stanje. Jedrski strokovnjaki so povedali, da premikanje sodov povzroči večje iztekanje, kot če jih pustimo tam, kjer so. In njihovo dvigovanje ni le drago. Premikanje zarjavelih sodov na globini lahko povzroči več onesnaženja, kot če jih pustimo pri miru. Samo čiščenje bi lahko bilo hujše od prvotnega odlaganja. Nenadna poškodba ne bo le onesnažila območja, ampak bo v okoliške vode sprostila strupen oblak. Neposredno območje bo postalo smrtonosno radioaktivno, kar bo izpostavilo vse v bližini, potapljače, raziskovalce, mimoidoča plovila, akutnemu zastrupljanju, še preden bodo lahko sploh reagirali. Brez opozorila, brez vidnega znaka, le tiha, širijoča se nevarnost. Torej, kaj pravzaprav trenutno leži tam spodaj? Leta 1980 je EPA kartirala območje, saj nihče ni vedel, ali so otoki varni za ljudi ali živali. Poročilo je navedlo, da so otoki varni, vendar so pri nekaterih živalih odkrili določene ravni sevanja. Uradno stališče je, da so ravni prenizke, da bi predstavljale pomembno tveganje. Toda to spremlja pomemben pridržek. Pravzaprav nihče ni pregledal vseh teh 47.500 sodov, ker ne gre le za to, kaj je bilo odloženo. Gre za to, kaj se s tem dogaja skozi čas. Jeklo korodira, posode oslabijo, tesnila popustijo. In to se dogaja že desetletja, povsem skrita očem. Če bi danes začela počasi puščati, bi to lahko ostalo neopaženo več mesecev, preden bi se pokazalo v bioloških vzorcih na površini. In v 80 letih prejšnjega stoletja so se izhodiščne ravni sevanja v oceanih po svetu še vedno določale. Tako da, ko so ljudje govorili o varnih mejah, te niso bile vedno osnovane na dolgoročnem kopičenju. Pogosteje so jih primerjali z znanimi industrijskimi izpostavljenostmi v tistem času. In ti dve stvari se ne ujemata vedno.
Kar se zdi sprejemljivo pri kratkoročnem merjenju, se lahko obnaša povsem drugače, ko se razširi skozi celoten ekosistem v obdobju več let. Če govorite z vladnimi viri, menijo, da je najboljša strategija ohraniti trenutno stanje. Trenutno ni nobene aktivne akcije dviga. Radioaktivni sodi bodo verjetno tam ostali za nedoločen čas. Tam so že več kot 50 let in strokovnjaki pravijo, da če bi prišlo do kakršnihkoli resnih pretrganj, bi se to moralo zgoditi že do zdaj, kaj ne? Zaščitni premaz na sodih blizu otokov Farallon ni več celovit. Že razpada. Ti zabojniki niso bili narejeni, da bi zdržali tako dolgo. Vsak poskus premikanja zdaj postane sprožilec. V trenutku, ko pride v stik težka mehanizacija, bodo ti oslabljeni sodi počili. Z drugimi besedami, poseg ne pomeni le tveganja za iztekanje, ampak ga bo zagotovo povzročil. To pomeni, da je treba območje ponovno kartirati, izvajati modele zadrževanja in simulacije. V praksi je to bolj zapleteno kot ne storiti ničesar. Poseg prinaša svoja tveganja. Okoljevarstveniki so še vedno zaskrbljeni zaradi varnosti regije. Zaradi možnosti, da bi nesreča povzročila velik izpust radioaktivnosti, je to kot hoja v spanju proti katastrofi. Ocean prav tako nima meja. Torej, če tukaj kaj izteče, ne ostane tukaj. Premika se naokoli, širi se, doseže tudi zunaj zavarovanega območja. In vse to se dogaja nedaleč od mesta z milijoni prebivalcev. Kaj se zgodi, če pride do velikega jedrskega izpusta v bližini otokov Farallon? Najbolj strašljivo je, da nihče nima konkretnega odgovora na to. Če bi se to zgodilo, bi to povzročila katastrofa večjega obsega, velik dogodek, ki bi sprožil takojšnjo krizo. In če se to zgodi, se bo v globine izlila nepredstavljiva količina radioaktivnosti. To bo eksistenčna grožnja za ekosistem in okoli otokov, se bo oblikovalo območje smrti v premeru 20 do 30 mil. Prava nevarnost pa je tisto, kar se bo premikalo skozenj. Pacifiški losos migrira iz Kalifornije na Aljasko in nazaj. Modroplavuti tun prečka celoten Pacifik. Organizmi, ki se hranijo na morskem dnu, bi absorbirali onesnaženje neposredno iz morskih sedimentov in kar se začne na dnu, tam ne ostane dolgo. Če je koncentracija jedrskega materiala dovolj resna, lahko sproži verižno zastrupitev in nepopravljivo škodo za prosto živeče živali. Zelo resnična grožnja za avtohtone populacije, ki so odvisne od tega ravnovesja. To bo za desetletja zavrlo obnovitvena prizadevanja v zaščitenem rezervatu. Za nekaj že ogroženih vrst na tem območju to pomeni začetek konca. A večja nevarnost ni bližina, temveč nevidnost. Delci se bodo razpršili v Pacifik in prehransko verigo. Od tam se lahko razširijo tudi izven Kalifornije. Selitvene ribe in tokovi bodo radioaktivni material prenašali vzdolž zahodne obale, vse do Oregona ter proti Aziji in Evropi. Ni stalnega sprotnega nadzora sevanja na območjih komercialnega ribolova. Tudi sistem nadzora morskih sadežev Ameriške uprave za hrano in zdravila temelji na občasnem vzorčenju, ne pa na stalnem spremljanju. Počasi uhajajoča vsebina iz zarjavele sode ne bi sprožila nobenega protokola, ker izredne razmere niso bile razglašene. Ko bi raven onesnaženosti v ribah iz komercialnega ribolova dosegla prag, ki bi sprožil testiranje, bi bile te ribe že v distribuciji. Dolgotrajna prisotnost nizko onesnaženih rib v prehranski verigi še vedno vodi do dolgoročnih zdravstvenih posledic. Skrb ni le zaradi akutne izpostavljenosti, temveč tudi zaradi kumulativnih učinkov skozi čas. Za tiste v San Franciscu so Farallonski otoki verjetno le nekaj, na kar pomislijo mimogrede. Madež na obzorju ob jasnem dnevu, opomba pod črto v njihovih življenjih. Mnogi med njimi nikoli niso obiskali voda okoli otoka ali jih celo videli skozi daljnogled. Za tiste, ki vedo zanje, so le zanimivost. 30 mil stran in nekje pod površjem 47.500 sodov počne to, kar počne jeklo, ko 75 let leži v slani vodi. Ocean ima dolg spomin in prihodnost. Farallonov ter njihove okolice je morda odvisna od tega, kako dolgo lahko ocean ohrani svoje skrivnosti. Hvala, ker ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji MapPack.